Če niste vedeli, pred nami so nove volitve. Res, evropske volitve, ki bodo junija prihodnje leto. Ampak stranke se že pripravljajo in mrzlično sestavljajo liste kandidatov, ki bi nas radi zastopali v Evropskem parlamentu. Najbolj kreativni so bili zaenkrat v Novi Sloveniji. Tam so k sodelovanju povabili enega najbolj priljubljenih politikov, Anžeta Logarja, ki pa je slučajno član konkurenčne stranke SDS. Želja Mateja Tonina, da bi NSI in SLS skupaj s platformo sodelovanja Anžeta Logarja skupaj nastopile na evropskih volitvah, se ne bo uresničila. Tonin je bil mal preveč optimističen. Logar je namreč povabilo vljudno zavrnil. Ali pa je Tonin računal na kakšno presenečenje, kot je bil recimo prejšnji petek v Stožicah, ko se je na igrišču prikazal Zlatan Ibrahimović. Ste gledali? Meni so mogli povedati, kdo to je. Wow! Ne spremljam fuzbala, no. Če bi prišel Tiger Woods, bi tudi jaz gledal. V glavnem, Novi Sloveniji se to ni zgodilo. In kaj prav Tonin? Spoštujemo odločitev gospoda Logarja, da se je odločil, da svojo politično pot nadaljuje v okviru SDS-a. Tu sem bradico pustil, ni? Hot. Ne samo, ne men, nasplošno. Ne samo, da je Logar član SDS, ima tudi strahospoštovanje zbujajočega šefa. Da je zavrnitev ponudbe NSI še dokaz več, da predsednik SDS še vedno drži vse vajeti v rokah, pa Uroš Esih. Obvladuje ne samo svojo stranko, tudi stranke, ki spadajo na njihov pol in trdno drži vajeti v svojih rokah. Ne moreš bolj opisati trdno, kot je on. Trdno. Janša drži vajeti trdno v rokah in ni šans, da bi koga spustil svoje ekipe. Razen, če mu sam pokaže vrata. Verjetno bi bilo drugače, če bi stranke prodajale člane, kot klubi nogometaše. Če bi recimo Tonin za Logarja ponudil 1500 €, bi Janša mogoče pristal na prestol. Vsaj Facebook na volitvah je doslej zmeraj izgubil za Jurija. A veste, čak, to zdaj bolj razmišljam. Bolj razmišljam, boljša ideja se mi zdi, da bi pred volitvami prestopni rok in bi stranke lahko trgovale s svojimi člani. Ne bilo dobro. Da bi na evropskih volitvah Luka Mesec lahko kandidiral na listi SD. Sam vprašanje, koliko bi morali v SD plačati levici. Mesec ni tako popularen kot Logar, tako da recimo, kaj, 200-300 €, kdo da več? Koliko daš? 300 za meseca? Ne daš, to pa ni vredno. V glavnem, čeprav to je en problem, levica ne verjame v kapitalizem. Morali bi mi ponuditi nekaj, kar je bliže njihovem programu. Recimo eno neprofitno stanovanje za mlade družine. Ali pa Kordiševo socialno nivo. Mogoče pa kakšen kip Josipa Broza Tita. V levici imajo radi. V SD imajo pa zih še kakšnega v svojih pisarnah, iz prejšnjih cajtov. Z prejšnjega vikenda, mislim. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.